Kako organizirati nagrajevanje prodajnega osebja, da bodo vaši prodajalci uspešnejši? Za postavitev novega plačnega sistema v povprečnem podjetju, ki ima nekje do 20-30 prodajalcev, je treba si vzeti kar 3 mesece časa. Namreč začne se s postavitvijo prodajne strategije, nadaljuje se z postavitvijo nove organizacije v prodaji, torej razdelitvijo morda prodajnih vlog ali pa celo razčlenitvijo delovnih mest znotraj prodaje in potem postavitvijo metrike in šele na koncu, zadnji mesec se pa pogovarja o tem, kakšne formule nagrajevanja postaviti in pa se sistem dobro stestira, da ne pride morda do kakšnih nepričakovanih in neljubih dogodkov po postavitvi sistema. Naloga vodij prodaje, direktorjev prodaje je v tem, da imajo zelo jasno sliko, kaj od prodajalcev pričakujejo in zakaj to pričakujejo. To pomeni, da morate opredeliti, kakšne rezultate od prodajalcev pričakujete in kakšno mora biti njihovo vedenje oziroma prodajni proces. Pazite, da dogovorjene stvari prodajalcem dovolj dobro pojasnite. Večina nagrajevalnih sistemov ni uspešna ravno zaradi neseznanjanja zaposlenih. Najbolj pogost razlog je, da prodajalci ne vejo natančno, kaj morajo narediti, da dobijo določen znesek nagrade, ker so sistemi prekompleksni ali vsebujejo preveč različnih kriterijev. Kakšen odstotek plače pa naj predstavlja variabila? Večji pomen, ki ga ima prodajalec v prodajnem procesu, večji je delež variabile. Tako imamo recimo prodajalci nepremičnin ali prodajalci zavarovanj imajo zelo visok delež variabile v pričakovani plači, medtem ko prodajalci v maloprodaji, recimo v Mercatorju, ne morejo imeti velikega deleža variabile, ker je njihova vloga v prodajnih rezultatih relativno majhna. Potem na to vplivajo številni drugi dejavniki. Eden od teh dejavnikov je dejansko pomen blagovne znamke. Večji, ko je pomen blagovne znamke, manjši je delež variabile v pričakovani plači. Naslednji element je organizacijska kultura. Organizacijska kultura lahko določa zelo agresivno nagrajevanje znotraj celotne organizacije ali imamo organizacijo, kjer sploh nimamo nagrajevanja in so prodajalci kot nek unikum znotraj organizacije. Če so prodajalci nek unikum znotraj organizacije, jim seveda ne moramo dati 30 in več % variabile v pričakovani plači. Teh dejavnikov, ki vplivajo, je nekaj 10. Te so recimo takšni ključni, vendar je treba pa res vsako podjetje posebej pogledati. Vsako podjetje ima svojo logiko, torej tudi znotraj iste panoge dve različni podjetji nimata enakega deleža variabile, oziroma ne bi smeli imeti. Želite izvedeti še več o sistemih nagrajevanja prodajalcev? Katere so ključne napake in kako se jim izogniti? Pridite na seminar Plačevanje in nagrajevanje prodajnega osebja.